besedi vabim slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospod poslanec, drugi visoki gostje, gospe in gospodje, sprejmite najprej, spoštovani gospod župan, občanke in občani, moje najbolj prisrčne in iskrene čestitke ob vašem prazniku, zlasti, ker je to jubilejni praznik. Gospod župan, hvaležen sem vam, da ste se odločili, da me ob tej priložnosti povabite medse. Voditelj je dejal, da je to skoraj nek privilegij zame zagotovo. V zadnjih 3 dneh sem se mudil bolj na tem koncu naše čudovite dežele in domovine. V petek zvečer sem se z otroci veselil v Dupleku, včeraj smo bili v Apaškem polju, danes smo tukaj nedaleč stran v vaši čudoviti občini. Še enkrat in neštetokrat imam priložnost, tako kot vi, da se sprehajam ali vozim skozi naše kraje in opažam, kako čudoviti so. Pa ne gre samo za to, da so lepi, ampak so tudi vse bolj urejeni. In v tem smislu bi želel rad uvodoma reči nekaj besed, ki zadevajo tudi ustanovitev vaše občine, odločitev, da sami v veliki meri gospodarite s temi čudovitimi kraji in poskrbite za to, da niso samo lepi, ampak tudi urejeni. Jaz sem bil poslanec Državnega zbora v drugem mandatu, oziroma v prvem mandatu Državnega zbora, v drugem po ustanovitvi naše države. Takrat smo odločali tudi o ustanovitvi novih občin oziroma o novej zasnovi lokalne samouprave. Takrat sem napačno ocenil, da je dobro, da ima Slovenija veliko občin, zlasti na podeželju, manjših, in ne dvomil v to, da se bo to obneslo. Vendar smo potem že pri drugem poskusu, leta 1998, ko smo z sklepom izglasovali tudi ustanovitev vaše občine, že veliko bolj odprtih rok gledali na razvoj lokalne samouprave in ustanovitev manjših, zlasti podeželskih občin. Danes, dobrih 20 let potem, lahko skoraj da brez sence dvoma rečemo, da je bila odločitev države o takem razvoju lokalne samouprave, kot smo ji zdaj priča, o tem, da damo ljudem možnosti, da po svojih presojah in vzgibih odločajo o mejah lastne občine, dobra odločitev. Tako rekoč, to je moja zelo osebna ocena, tako rekoč, ni občine, v Sloveniji pa jih je 212, za katero bi lahko rekli, da ni uspešna. Občine so zelo različne, so velike in majhne, so urbane in zelo, zelo podeželske občine. Toda skoraj za vse velja, da so vodene, pa ne glede na to, kdo jih vodi, kateri župan ali županja, kako je sestavljen občinski ali mestni svet, vzorno. Vodijo jih ljudje, ki imajo jasne predstave o tem, kakšna so pričakovanja tistih, ki so jih postavili na ta položaj. To delajo brez visoke politike, zelo praktično, z velikim občutkom za skupnost. To, gospod župan, je za našo domovino nenadomestljivega pomena. Hočem torej reči dvoje. Prvič, da je bil projekt razvoja lokalne samouprave in ostaja uspešen projekt, da je omogočil, da je dejansko to samouprava, da ljudje v veliki meri, v največji meri odločajo neposredno o zadevah, ki jih zadevajo na lokalni ravni, da je to odločanje očitno precej uspešno, tudi tukaj verjetno ne v celoti, vedno za vse v enaki meri, vendarle lahko rečemo uspešno, da je to bilo odločilnega pomena, da je Slovenija obdržala eno redkih primerjalnih prednosti z drugimi državami v centralni in vzhodni Evropi, in to je razvito podeželje. In imam priložnost obiskati države v srednji in vzhodni Evropi, članice Evropske unije, recimo Slovaško, Poljsko, baltske države, če lahko vidimo tam izredno eruptiven razvoj mest in čudovito ureditev glavnih mest,
Pa lahko tam vendarle opazimo, da njihovo podeželje zaostaja. V Sloveniji temu ni tako. V Sloveniji, na podeželju, kjer živi skoraj polovica našega prebivalstva, je kakovost življenja skoraj da enako visoka kot v urbanih naseljih. To se mi zdi zelo dragoceno, ker ne govori samo o nekaterih demografskih ali gospodarskih kazalcih, ampak govori o identiteti naše dežele. Slovenija je majhna dežela, geografsko gledano. Zato je tako zelo pomembno, da je naseljena, kolikor je mogoče, povsod. In da se, kjerkoli se živi, živi približno enako dobro. Da imajo naši otroci, ne glede na to, ali prihajajo iz urbanega ali iz podeželskega dela naše domovine, približno enake možnosti. Da bodo imeli kvalitetno šolanje, da bodo imeli urejeno infrastrukturo, da bodo imeli možnosti za njihov intelektualni, za njihov razvoj in razvoj vseh njihovih talentov. V tem smislu, spoštovani gospod župan, ta jubilej vaše občine in veselje ljudi, ki smo bili priča pred dvorano, jaz se opravičujem, smo zamujali za kakšno minuto, ker sem menil, da mora vsa ta gneča ljudi še priti v dvorano, pa sem potem videl, da je dvorana že polna. To prav gotovo odraža neko iskreno veselje vaših občank in občanov. Drži? Drži. Upravičeno. Na koncu koncev, ko pride nekdo, ki je gost v vašo občino, je osupel od lepote in urejenosti vaših krajev. Vse to je razlog, da in za veseljem in za ponosom praznujete 20. obletnico. Lepo ste rekli, gospod župan, da praznuje tudi naša domovina. Mi bomo praznovali 27. rojstni dan. Imamo mlado državo. Mislim, da ne glede na to, da je marsikdo od nas ali od vas razočaran glede nekaterih stvari, vendar lahko ugotovimo, da je potem, ko smo se odločili za njeno ustanovitev, obstala in da je vitalna, da kaže neke močne vzgibe, da se sooča z aktualnimi in bodočimi problemi. Sem pa, ko sem ta teden podpisal ukaz o sklicu novega sklica državnega zbora, še enkrat več, upam, da je to dovolj odmevalo ne samo med novimi poslankami in poslanci, pozdravljam mojega dolgoletnega prijatelja, ampak tudi v širši javnosti, čutil potrebo, da se tudi v luči našega državnega praznika, ki ga lahko obeležujemo zato, ker smo bili leta 1990 na plebiscitu enotni, tako kot ste bili tukaj pred 20 leti pri ustanovitvi vaše občine, potem pri razglasitvi države, junija leta 1991, pri njeni obrambi, junija in julija 1991, sem čutil dolžnost, da pozovem k dialogu, k medsebojnemu spoštovanju in razumevanju. Ne vidim razlogov, da bi ne glede na razlike, ki so med nami, politične in druge, morda celo zaradi njih, ker je v vsaki družbi normalno, da smo ljudje različni. To je poanta demokracije, da lahko izrazimo svojo različnost. Ampak zdi se mi, da je hkrati poanta demokracije tudi v tem, da iščemo vendarle potem skupne imenovalce, ker mi pripadamo naši skupnosti, pripadamo državi in pripadamo naši domovini. Nimamo dveh držav in nimamo dveh domovin. Nekatere značajske in druge zgodovinske lastnosti nas povezujejo v narod, v nacijo in v državo. In moramo, to je verjetno naša demokratična dolžnost, da ob tem, ko izpričamo vse razlike med nami, vendarle iščemo tudi vse sorodnosti, ker zlasti tisti, ki odločamo o javnih zadevah in razvoju naše domovine in države. Vendarle moramo misliti na veliko večino ljudi in na prihodnost. In to ni mogoče brez dialoga. Jaz razumem, kot rečeno, da so neke razlike, ampak te ne morejo biti nikoli tako velike, da bi imeli med seboj zaprta vrata. Če in kolikor bomo tudi v luči praznovanja našega državnega praznika razumeli, da je prav zaradi tega, ker smo vsi različni in ker imamo različna stališča, da se je treba za to pogovarjati in iskati tisto, kar nam je skupno, zato da bomo vodili stvari naprej, toliko več ponosa bomo čutili ne samo, ko obhajamo 20. obletnico občinskih praznikov, ampak tudi, ko obhajamo obletnice ustanovitve naše države. Ker kolikor bomo Slovenci močni, kolikor bomo Slovenci povezani, tudi kot državljanke in državljani, kolikor bomo čutili pripadnost tej državi in domovini in jo skupaj negovali, toliko bomo našim otrokom, tudi mi kot starši in stari starši,
zagotovili njihovo prihodnost. Ne rečem samo eno stvar. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo. Nihče od nas, ne župan, ne prvi župan, ne jaz, nihče od vas ne ve, kaj se bo zgodilo. Tega uvida v prihodnost ljudje nimamo. Imamo neko izkušnjo iz preteklosti in lahko iz tega nekaj slutimo. Ampak eno stvar pa vemo. Vemo, da ko smo bili Slovenci razklani, smo plačali visoko ceno. Še desetletja kasneje. In ko smo bili enotni, ni treba, da smo vselej enako enotni, smo uspeli in smo zavarovali sanje naših lastnih otrok. In zato gre zdaj pri proslavi občinskega praznika tukaj pri vas, ko gledate v prihodnost cerkvenjaka, in gre pri naši državi in domovini, ko gledamo v prihodnost naše države. Če in kolikor se bomo med seboj pogovarjali, kolikor bomo iskali skupne lastnosti, toliko bolj bomo lahko gledali na prihodnost z upanjem in ne strahom. Ob obletnici ustanovitve naše države, sicer ob 400-letnici, sem se odločil, da bom tistim posameznikom, gospod župana, se mi lahko pridružite na odru, prosim, da bom tistim posameznikom in ustanovam v domovini, v diaspori, ki ste pomembni za to, da se trudite ohranjati med tisto, kar nam je skupnega. Da se trudite, ne glede na razlike, ki so med nami, to skupnost povezovati v eno močno, aktivno, samozavestno, ponosno, trdoživo, živahno skupnost. Da bom vsem tistim, ki se trudite delati za to, da je Slovenija boljša družba, boljša država, da nas, kot sem rekel, prevevajo upanja in ne strahovi. Se odločil podariti naš simbol, slovensko zastavo, simbol enotnosti. Vi ste nekaj rekli o tem, župan, v vašem govoru. Redke so zgodovinske potrebe, ko v cerkvenjaku, kot ob odločitvi za samostojno občino ali kot ob razglasitvi naše države, okoliščine terjajo, da smo enotni. Hvala Bogu so to redke okoliščine in Bog daj, da bi vedno, ko bi nastale, bili enotni, nikoli razklani več. Ampak sodelovati pa moramo v vsakem primeru. Tisti, ki delate na tem, ki se trudite za to, da prevlada sodelovanje nad zamerami in nad zaprtimi vrati. Tem ob taki priložnosti izročim to protokolarno priznanje. To je izraz moje hvaležnosti države in ljudi, ki jim jih je čast predstavljati. In to vam, gospod župan, izročam vam in tudi vašim občankam in občanom, kot rečeno, kot izraz hvaležnosti za željami, da bi tudi tako uspešno naprej vodili občino. Iskrene čestitke.